To je pa lepa novica. In ker smo ravno pri naravi in vsemu, kar ima narava za ponuditi, je seveda tudi živalsko kraljestvo del narave in kje drugega lahko najbolje spoznamo kot v živalskem vrtu tule v Ljubljani, Zoopark Ljubljana, v katerem se pa mudi naša Maša. Maša, se vidimo, se slišimo, lepo pozdravljena. Dobro jutro, Luka. Ja, jaz se mudim tukaj v živalskem vrtu v Zoo Ljubljana in moram reči, da sem tudi sama preskočila še zajtrk, ne. Namreč pogovarjali se bomo o hrani, me bo potem zdaj to dodobra zlakotilo, da bom potem šla še kaj pojesti. Smo pa ravno pred ogrado volkov, ne, ker se tudi reče lačen kot volk in tukaj volkovi čakajo na hrano. Ja, tako je, Luka. Sicer noben še ne tuli, ampak mogoče, če se bova midve s Sašo Purkart, ki je tukaj z menoj, še preveč dolgo pogovarjali, bo morda kdo tudi s tuljenjem opozoril nase, da želi hrano. Namreč danes bomo govorili o prehrani živali v živalskem vrtu in Saša tukaj je nutricionistka za živali, tako da imam pravo strokovnjakinjo pri sebi. Lepo pozdravljeni. Dober dan. Takole, zdajle je tukaj v živalskem vrtu jutro in zjutraj se najbrž vse pripravi za to, da vse živali dobijo hrano, ki jo potrebujejo. Koliko lačnih ust je potrebno tukaj v živalskem vrtu nahraniti? Ja, v živalskem vrtu je vsak dan treba nahraniti vse živali. Vse živali dobijo vsak dan več obrokov, oziroma večina živali dobi več obrokov na dan, tudi do 5 obrokov, recimo medvedi, šimpanzi, ker tudi v naravi ves čas iščejo hrano, se pravi, ne pridejo na neko lokacijo in na tej lokaciji pač pojejo za cel dan, ampak se premikajo in sledijo hrani, a ne. Izjema so v živalskem vrtu mačke, velike mačke, se pravi tigri, levi, leopardi, gepardi. Te hranimo pa samo 2-krat tedensko in takrat jim damo res velike količine hrane, se pravi mesa. To pa zato, da zagotovimo, da se mačke zares najejo in potem nekaj dni prebavljajo hrano, počivajo in po parih dneh so spet lačne. Se pravi, se tudi tukaj simulira njihovo naravno obnašanje, ker tudi v naravi ne lovijo vsak dan, pa tudi lov ni vsakič uspešen, a ne. Včasih jim tudi spodleti, a ne. In v bistvu potem tudi tukaj slučajno imate kakšne taktike, kako jim date hrano, da se morajo malce potruditi mogoče, da pridejo do nje? Ja, tudi v živalskem vrtu se trudimo, da hrano skrijemo, postavljamo na različna mesta, na vsakič druga mesta, na več različnih lokacij, a ne, po ogradi, pa tudi na težje dostopna mesta, tako da ja, kot sem že rekla, se trudimo zagotoviti naravno obnašanje in s tem, ko živali čez cel dan iščejo hrano, a ne, spodbujamo tudi to. V bistvu se pa vse skupaj začne zjutraj v kuhinji. Kako to poteka? Imate prav šefe za vaše živali? Kdo pripravlja hrano? Ja, v živalskem vrtu imamo šefa kuhne, to je naša vodja kuhinje Lara. Ona začne vsak dan zjutraj ob 6. pripravljati obroke. Vsak dan pripravi približno 100 obrokov za živali, ampak to ni vse, seveda nekaj malega pripravijo še oskrbniki tudi sami. Poleg tega si tudi sami pripravljajo veje, seno, a ne. V kuhinji se vse obroke tehta. Vsaka žival ima pač pripravljen jedilnik, vnaprej pripravljen jedilnik s točno določenimi količinami. Daje se jim brikete, pač vrstno specifične, a ne. Potem pa še poleg briketov sadje, zelenjava, oreški, semena, trava, seno, lucerna, veje. Pa je v bistvu tako, da morate prav za vsako vrsto pripraviti svoj jedilnik ali lahko včasih kaj grupirate, ne vem, papige skupaj, pa ne vem, velike mačke skupaj, kako to gre? Ja, v bistvu ima kar vsaka živalska vrsta svoj jedilnik, ker je vsaka posamezna živalska vrsta ima določene potrebe, ki so pač glede na vrsto različne lahko, a ne. Konkretno za papige, v bistvu ima vsaka papiga svoj jedilnik, vsaka vrsta papig svoj jedilnik, tudi vsaka vrsta papig različne vrste briketov, ker tudi ne živijo vse na istih koncih sveta, a ne, na različnih kontinentih.
in je tudi dostopnost hrane različna, pa tudi sestava hrane različna. A ne? Nekatere jejo energetsko bolj bogato hrano, druge jejo beljakovinsko bolj bogato hrano. Tako da je. Je pestro, ne? Ni pestro samo njihov jedilnik, pestro tudi vaše delo. V bistvu pa najbrž vodja kuhinje naredi v bistvu obroke, pripravi po vaših navodilih. Kako se pa vi tega lotevate? Kako vi sestavljate jedilnik za vsak teden posebej, za vsak dan posebej? Kako to gre? V bistvu se sestavi jedilnik pač glede na priporočila. To so priporočila iz strani EAZE, to je Evropska zveza živalskih vrtov in akvarijev. In EAZA pač objavi neke smernice gojenja živali, kjer je pač tudi poudarjeno poglavje prehrane, a ne? In teh smernic se absolutno držimo. To je naša prva smernica, po kateri se pripravi tudi jedilnike, a ne? Potem pa se hrano prilagaja glede na potrebe živali, se pravi, če so breje, če so v laktaciji, ali so mladiči, ali so že odrasle živali, glede na sezono. Nekatere živali pozimi jejo manj, poleti več, poleti jejo drugačne vrste hrano, pozimi spet drugo vrsto hrane, a ne. Recimo taki sezonski specialisti so tudi naši rjavi medvedje, a ne. Oni pozimi v bistvu skoraj ne jejo, a ne. Zgodaj spomladi, ko začnejo jesti, je kar velik del njihove prehrane živalskega izvora. Potem se pa čez leto, ko dozoreva sadje, pač vključi v prehrano tudi več sadja, a ne. S tem, da se, kot sem že rekla, spreminja sestava obroka, pa tudi količina, a ne. Pozimi pa zgodaj spomladi jejo manjše količine, čez poletje so pa to res velike količine hrane. Se pravi, je treba gledati tudi glede na, ne samo glede na vrsto, ampak pri posamezni vrsti glede na letni čas, glede na vse živo, ali imajo mladičke ali nimajo mladička, ali včasih tudi mogoče morajo drugače jesti, ko se gonijo, naprimer, ne vem. Ja, običajno je tako, da v času gonitve niti ne jejo več. Ne jejo manj, ker so zaposlene z drugimi rečmi, a ne. Tako da ja, v bistvu ves čas se spremlja pač to naravno nihanje v prehrani, a ne. Poleg tega pa tudi redno spremljamo kondicijo živali v živalskem vrtu, se pravi ocenimo, ali so živali presuhe, predebele. Zdaj pri nekaterih vrstah jih lahko stehtamo, se pravi imamo cifre, ki nam povejo, ampak tudi cifra ni zmeraj merilo, a ne. Če vidimo, da ima, ne vem, tiger 110 kg, nam to še nič ne pove. Lahko je to samec tigra, ki bo shiran, a ne, lahko je pa to samica, ki je v optimalni kondiciji. Tako da vedno je treba še vizualno oceno. So katere živali nagnjene k debelosti, pa morate res paziti, da jih preveč ne napitate? Ja, tudi živali so nagnjene k debelosti, a ne. Predvsem je problem debelost v ujetništvu na splošno, po mojem mnenju, no, ker ja, tako je, nimajo možnosti gibanja, vsaj ne toliko kot v naravi, a ne. Tudi če išče hrano v naravi, pač v bistvu že se ves čas giblje, pri nas se pa giblje lahko samo po ogradi, a ne. Tako da, ja. Je tudi to včasih izziv, ne? Nimamo samo ljudje teh izzivov, tudi živali imajo podobne izzive kot mi, sploh sesalci, ne? Ali se tudi pri plazilcih naprimer lahko zgodi, da se preveč zredijo, ali pa pri kakšni drugi veji? Ja, tudi plazilci so lahko predebeli, sploh je tle problem neprimerna hrana, pa absolutno tudi neprimerne količine, a ne. S tem, da pri plazilcih je še posebnost ta, da če ni pravilno razmerje vitaminov, mineralov, fosfor, kalcij, potem se pojavi metabolna bolezen kosti in v bistvu gre za neke deformacije na kosteh, no. In to ni okej, a ne. Zagotovo ne. Je pa vsekakor okej tale pogovor, ki ga bomo še nadaljevali po oglasih, tako da ostanite z nami in se vrnemo po oglasih v Zoo Ljubljana. Se gledamo. Dobrodošli nazaj, še vedno smo v Zoo Ljubljana, še vedno sem tukaj s Sašo Purkart, ki je nutricionistka za živali, in zdaj bomo imeli tole ekskluzivno priložnost, zato sem zdaj na selfie modu, ker vam bom pokazala, kako jedo
volkovi. Namreč Saša bo jim vrgla nekaj kosti, oziroma ne kosti, prav mesa, oziroma se lahko v bistvu sama pove, kaj točno jim bo dala Saša. Ja, v bistvu zdaj, ko ste omenila, da jim bom dala meso, v bistvu se trudimo v živalskem vrtu, da našim mesojedim ne hranimo mesa, ampak živali, ker tudi v naravi jejo živali in ne samo mišičnino. Tako da zdaj jim bom dala kunce, sveže usmrčene, danes zjutraj. Vsak teden, enkrat na teden, dobavimo sveže usmrčene kunce in jih dobijo vse naše zveri in mačke. Tako da zdaj bom kar... Aha, pa vidim, prav beli kunci so. Prav beli. Pridite. Aha, se že dogaja? Kako pa drugače poteka hranjenje volkov? Ali imajo oni kakšno hierarhijo, kdo je prvi, komu bodo najprej dali za jesti, ali imajo zdaj mladički prednost? Ja, v bistvu samice kar poskrbijo za mladiče, pa tudi samci je zelo priden ata. Tako da tudi on dovoli najprej jesti mladičem. No. Ni pa to zdaj več tako intenzivno, kot je bilo v začetku, ko so začeli jesti živalsko hrano. A ne? Kakšen pa je meni za volkove? Ali imajo volkovi, večinoma dobivajo kunce, dobivajo različne vrste živali, kako skrbite za njihovo pestrost pri prehrani? Ja, v bistvu se trudimo, da zagotovimo čim več različnih plenov. A ne? Se pravi, enkrat na teden zagotovo dobijo kunce. Zdaj niti niso videti lačni, ali pa bodo mogoče še prišli. No? Mogoče so živčni, ker so pred kamero, ne, pa ne morejo jesti. Mogoče, ja. Drugače pa odkupujemo tudi odslužene koze, ovce, se pravi drobnico, ki ni več aktualna za humano uporabo, a ne, gre za stare odslužene ovce, koze, pa tudi podgane, prepelice, se pravi čim več raznovrstnih celih plenov. Seveda pa se poslužujemo tudi govejega mesa, ker je še vseeno najbolj ziher varianta, se pravi najlažje je dostopno, tako da ja. Pa so tudi, ker vemo, da imate pri volkovih zdaj mladičke, ne? Najstarejši ste že rekli prej, da so 3 mesece stari, pa je bil tudi kakšen poseben prehranski režim, ko sta bili samici breji, pa zdaj, ko so mladički, je kaj drugače, kot je bilo prej? Ja, v bistvu na koncu brejosti smo povečali obrok za breje samice, tako da so res dobivale zadostne količine hrane tekom laktacije, se pravi, dokler so mladiči sesali mleko pri samicah. Se je tudi obrok povečal, a ne? Potem, ko so pa začeli mladiči že jesti hrano, trdo hrano, živalsko hrano, se jih pa v bistvu hrani po volji, se pravi, se jim daje toliko, kolikor lahko pojejo, s tem, da je fino, če lahko še kaj zakopljajo, a ne, kakšen ostanek hrane, ker je to tudi njihovo naravno obnašanje. In če pogledamo neko tedensko količino hrane, ki naj bi jo volkovi, oziroma ki jo dobijo v živalskem vrtu, je to trenutno okrog 150 kg na teden. In trenutno so kar rekorderji v količini hrane, če gledamo na skupino živali. A ne? Če pa gledamo posamezno žival, pa je rekorder zagotovo še zmeraj azijska slonica ganga. Ja, seveda. Pričakovano, a ne, glede na velikost, ja. Pa v bistvu, če greva kar še malce, zdaj lahko pogledamo, da so pobrali vse kunce. Kuncev ni več in so se umaknili najbrž, da bodo vsi skupaj pojedli tale zajtrk. Kako pa je z dobavo hrane? Ne? Odkot vse hrano dobavljate in ali je bilo zdaj v korona časih mogoče včasih kakšno hrano tudi težje dobiti? Ja, v bistvu večina hrane, se pravi krmila, briketi, ribe, za morske leve, to večinoma dobavljamo iz tujine, večinoma je to Nizozemska, Francija, nekaj malega tudi od slovenskih proizvajalcev, vendar pač v Sloveniji ni proizvajalca, ki bi proizvajal krmila za živali, je samo za domače živali, za rejne živali, a ne. Ribe
kot sem že rekla, iz tujine, zaradi tega, ker edino iz tujine dobimo ustrezno kvaliteto rib. To pomeni, da naročimo ribe, ki imajo oznako Sea Frozen. To pomeni, da so zamrznjene že na ladji, takoj po izlovu v šok komorah pri -40 stopinj Celzija. To pa zato, da se ohrani kvaliteta rib, ker vemo, da so ribe zelo hitro pokvarljivo živilo in če ni ustrezne manipulacije, potem dobimo pokvarjene ribe. Damo pa te ribe vedno tudi ob vsaki dostavi na analize v 2 laboratorija, kjer nam določijo različne parametre, na podlagi katerih potem izračunamo kalorično vrednost rib. In kalorije so merilo obroka pri morskih levih. Določijo nam pa tudi, če se je v ribah že kaj pokvarilo, se pravi peroksidno število ali pa prostohlapni bazični dušik. So že velike besede. Ja, to so pač pokazatelji kvarljivosti rib in če so ribe kakorkoli oporečne, tega ne hranimo več morskim levom, ker vemo, da v naravi recimo ujameta res sveže ribe, pač tega jim na tak način v živalskem vrtu ne moramo zagotoviti, se pa trudimo, da dobavimo čim bolj sveže ribe. Glede korone in dostav v bistvu ni bilo nobenih težav. Na začetku smo se sicer bali, da bodo, pa smo, se pravi lansko spomlad, v štartu, ko se je začela tale korona, naredili neko večjo zalogo krmil pa rib, ampak smo v bistvu pol tekom leta videli, da niti ni potrebno, da stvari zaenkrat funkcionirajo normalno. No, to je pa lepo slišati, ker verjamem, da je precej hrane potrebno za takole za živalski vrt in bi lahko bila kar kriza, če je ne bi mogli dobaviti. A pa se slučajno lahko kaj v bistvu dobite kaj hrane pa že kar znotraj živalskega vrta? Vem, da imate pri vas tudi valilnico, kjer se potem valijo tudi piščančki in podobno. Ali kdaj tudi, ne vem, kakšne piščančke potem daste za hrano kakšnim živalim? Je kaj tudi takšnega? Ja, tudi te piščančke, ki se pri nas izvalijo, seveda porabimo za naše mesojede, tudi volki jih dobijo, ali pa surikate sem pa tja, Ja, tako da nekaj hrane, kar se proizvede v živalskem vrtu, ja, porabimo seveda kot hrano. Imamo pa tudi lastno rejo miši in podgan, ravno za namene hranjenja mesojedov in kač, Tako da, ja, imamo nekaj tudi lastne proizvodnje. Da ni vse samo izvoz. Sicer pa, midve sva zdaj spremljali tole hranjenje volkov, tam lahko vidimo v daljavi en mladiček nosi kunca, je prav luškan. Kako pa je drugače? Lahko obiskovalci živalskega vrta tudi spremljajo kdaj hranjenje volkov, lahko se celo udeležujejo hranjenj, kako gre to? Ja, obiskovalci lahko vedno opazujejo hranjenje tekom dnevne rutine oskrbnikov, se pravi, ko oskrbnik čisti pa hrani živali v določeni ogradi, to obiskovalci lahko nemoteno opazujejo. Je pa na spletni strani ali pa na Facebooku Zoo Ljubljana tudi objavljen urnik hranjenja, ki se je v bistvu po koroni ravno ta teden sprostil, tako da si lahko obiskovalci pogledajo na spletni strani ure hranjenja in se pridružijo. In pogledajo, kako to izgleda. Pa mogoče, če smo že ravno pri tem, omeniva še, zakaj je pomembno, da obiskovalci sami ne hranijo živali z hrano, ki jo prinesejo s seboj, in ali se to še vedno kdaj dogaja? Ja, nažalost se še vedno kdaj dogaja, ni pa zaželeno v prvi vrsti zaradi tega, ker gre to za humano hrano, ki ni primerna za živali, tako da mi ves čas prosimo, spodbujamo obiskovalce, naj ne hranijo naših živali, zato poskrbijo naši zaposleni, se pravi v kuhinji dobijo pripravljene obroke, točno odmerjene. Če opazimo, da je potreba, da povečamo obrok, ga seveda povečamo, tako da zagotovimo, da živali res dobijo dovolj hrane, primerno hrano, predvsem to, da je hrana primerna in ne želimo hranjenja strani obiskovalcev, Ker velikokrat se lahko pojavi tudi kakšno zdravstveno stanje po hranjenju z neprimerno hrano,
Ja, kako pa je, če recimo živali zbolijo, najbrž imajo potem tudi posebno dieto, potem vi sodelujete z veterinarjem, kako poteka to? Ja, v bistvu v skladu z veterinarjem se spremeni tudi dieta, je pa čisto odvisno od zdravstvenih težav in od vrste živali, a ne. Koliko časa pa ste že vi nutricionistka tukaj za živali? Ja, v živalskem vrtu sem zaposlena dobrih 9 let, predtem sem bila 8 let kot vodja kuhinje zaposlena, zdaj sem pa zadnje leto kot nutricistka. Hvala, Saša, za vaš čas in za to, da smo tudi imeli priložnost videti, kako se hrani volkove, ki so zdaj vsi zgasnili, namreč jedo, ne. Čas je za zajtrk in niso več lačni kot volkovi, sem pa lačna še jaz, tako da bom tudi jaz zaključila zdaj tale intervju, pa si morda postrežem še kaj sama. Zagotovo to ne bo konec. Hvala, Saša, še enkrat. Mi gremo v oglase, po oglasih pa nadaljuje Luka v studiu. Se gledamo.